Ampak vse to so prizadevanja, ki so proti cerkvi. In zato je papež Leon XIII se odločil, ko je razmišljal o tem, kako je cerkev do takrat reševala krizo, se je odločil za dve stvari. Da bo cerkev delala za to, da v človeštvu ohrani živ, zdrav čut za to, kaj je naravno dobro, za naravni zakon, in pa zdrav čut vstopanja v razodeto resnico. In da je to do takrat najbolje naredil sveti Tomaž Akvinski in njegov tomizem. Zato papež sproži neotomizem kot veliki miselni napor, kot odgovor na stanje v svetu, ki je bilo podcrkveno, in pove še drugo stvar, pomembno stvar. Za cerkev noben politični sistem ni predominanten. Mi znamo živeti in v kraljevini, in v republiki, in v demokraciji, in tudi v kolonialnem sistemu. Ampak delamo pa za te stvari in to je potem za nas dovolj, za cerkev dovolj, da se potem narodi sami prebijajo naprej. In ta nauk je potem Neosklasika Kardinalska izpeljala in nagovorila očete Južne Evrope. Najgloblje je v tem nauku šel Robert Schuman, ki pravi, da je bistvo demokracije v tem, da spoštuje človekove naravne lastnosti, ki so božje, in pa naravni zakon, in pa vse to, kar iz tega izhaja. Adenauer je bil tudi to prepričan, ampak malo manj. Ampak so kljub temu naredili Evropo, so zamislili po drugi svetovni vojni, potem, ko se je videlo, da so se v tem času razvili totalitarni režimi, od fašizma, nacizma in komunizma, najprej komunizma, ki so zanikali prav to. In zato je evropska ideja o združeni Evropi in pa o združevalnih procesih cerkev podpira kot krščansko idejo in zato tudi prejšnji papež, sedanji papež prizadevajo, da bi krščanske vrednote prišle tudi v novo evropsko zakonodajo. To so zavrgli liberalci, socialisti, komunisti, jasno. Medtem ko sedaj je v Evropi v dogajanju nov proces. Če je Benedetto Croce, italijanski filozof, leta 1930 zapisal, da non possiamo non dirci cristiani, pa da ne moramo reči, da nismo kristjani. Sedaj liberalni krogi, to so neverni krogi, pravijo, da moramo reči, da smo kristjani, ker sicer ves sistem Evrope pade. Celotni sistem vrednot in držav in pa Evropske skupnosti kot državne tvorbe, po kateri si že zgledujejo druge celine. Mi pa sedaj sami sebe režemo te korenine in v tem smislu je treba brati slovensko stvarnost. Če smo mi prišli do svoje države, smo prišli zato, ker je v Evropi v miselnih krogih se utrdila ideja, da je vsaka dobra stvar, kar narod absolutno je, njegova kultura. Če temu damo možnost, da že živi, potem je to dobro za vse človeštvo. In tukaj notri je ta dinamika prisotna. Sedaj smo še stavek dva po slovenskem primeru. Pri nas v Sloveniji, koliko se jaz lahko preštudiral in koliko sem vprašal modre može.
med njimi tudi pokojni pater Berden. Se ga vprašal takole, kaj je bil še živ, se rekel, pater, kako to, da ste vi vojno izgubili? Imeli ste vse. Šolstvo, društva, stranka, ljudska stranka, 60%. Tisk, vse. In smo jo izgubili. Rekel pa, Janez, stvar je zopet prosta. Kakšna? Pravi, ko sem jaz bil študent, je prišel v Rim, v Ljubljano, in pravi, mene sta dogodila dva komunista, da naj z njima stanujem. Leta 34. In sta mi brala vsak dan Marxa, manifest in to, in sta me pumpala, tako da sem skoraj ponoril. No, in pravi, te sem jaz to malo povedal mojim kolegom v straži, pa so rekli, da mi naredimo tako, ne? Da dva katoličana, fanta ali pa punci, povabita komunista med sebe in skupaj z njimi se pogovarjajo, molijo, berijo Marxa, svetopismo, vse. In pravi, v 2 letih smo mi več preobrnili v katoliško cerkev, kot oni v komunizem. Pravi, to je bilo na univerzi. Na univerzi je ta boj se premaknil. Leto 1938 so komunisti na univerzi ugotovili, da so izgubili vojno s katoliško stranjo na akademski ravni in na pričevalni ravni. In na Čebina centralni komitet sprejme tajni dokument, kjer zapiše, da s katoliško stranjo ni možen pogovor, ker so močnejši, samo likvidacija. In to se zgodi potem, od takrat naprej, je to bila politična odločitev, to se zgodi potem v času druge svetovne vojne in pa po vojni.